prinaša prva zimska polna luna. Danes sem se odločila, da je ponovno čas, da pogledava v karte. Zakaj? Zaradi tega, ker zimska polna luna je res taka mistična in je kot eno veliko, kako bi ti rekla, kar po domače povečevalno steklo. Zelo, zelo specifično, prav za januarsko polno luno je, da ona vse tako zelo poveča. Če recimo nekje kakšna težava, potem ti jo dejansko pripelje pred oči povečano, zato da lahko v njo pogledaš. To se vedno dogaja januarja, zelo je taka polna luna, ki daje v poglede, kar ni nič slabega, veš, to je vse super, ne? Ampak po drugi strani pa tudi povečevalno steklo v smislu, da če imaš kakšno majhno željo, a pa se ti zdi, da se okrog želje nekaj majhnega dogaja, se začne potem na večje dogajati in tako dalje. Ampak pri teh v bistvu polnih lunah sem jaz ugotovila, zato sem se danes odločila za to vsebino, da dostikrat ljudi presenetijo te energije. To pomeni, da ljudi preseneti to, da bojo neke energije prišle in potem, ko jih polna luna nekako na večje sproducira, to ljudi zelo šokira in kadar jih šokira in na njih niso pripravljeni, potem ne znajo dobro ujeti tega vala manifestacije, ki pa se tudi ponuja ob taki neki polni luni. Zato, da bi bili tokrat pripravljeni, ker ne bi rada več vsako leto videla, da ljudi čisto šokira, razumeš, ta januarska polna luna, sem rekla, kaj pa če bi vas letos pripravili na to? Kaj če bi vas pripravili na to? Pa dajmo pogledati, torej, da bi nam karte povedale točno, kaj se bo dogajalo in kako odreagirati. Torej, kakšne energije bomo imeli pred sabo in kako najbolj ustrezno z njimi delati. Zdaj, jaz bom zelo iskrena, jaz sem zbrala 3 področja, da predam v obdelavo angelom, glede na to, kaj tudi moji tečajniki pa tako meni povejo in kaj se dogaja. Tako da prvo karto bomo vzeli kot povečevalno steklo, torej kaj se bo dogajalo na področju odnosa do sebe. To je eni ljudje so imeli mogoče kar malo ta odnos do sebe porušen, ker dosti so v decembru razdali drugim ljudem, kar je vsako leto čisto enako, pa potem se počutijo zelo izžete, januarja veliko ljudi se počuti izžete in se je treba pokazati ljubezen do sebe in se treba to energijo povrniti. Ko bomo odprli prvo karto, torej kaj narediti z odnosom do sebe, kaj se nam bo pokazalo, kaj je povečevalno steklo in kako seveda potem nekako uspešno in dosti dobro sodelovati sam s sabo. Potem bomo pogledali, kaj se bo dogajalo z tvojim osebnim svetom, to pomeni tvoji odnosi, tvoja manifestacija, to, kar se v tebi v življenju dogaja, ko ti sodeluješ, torej s svojim se je notranji krog, ampak torej, ko greš ti, ne vem, delovno mesto, z drugimi ljudmi prijateljuješ in tako dalje. In ta tretja karta bi pa lahko mogoče vprašala, kaj se bo dogajalo na kolektivni ravni, torej, kar vzamemo globalne nekake energije, in kako potem paziti na svojo manifestacijo, glede na to, v kakšne faze bo po polni luni, ker to vedno vidimo po januarski polni luni, v kakšne energije bo hodilo človeštvo. A si za? Tako da gremo odpreti prvo karto. Torej, najina prva karta. Dragi angeli, dragi nadangeli, mislim, še kdo zraven prišel, torej, osebni svet je, torej, notranji osebni svet, torej odnos do sebe, kaj je tisto, kar se bo dogajalo, kaj lahko pride na podlagi počutja na plano in kako delati s tem. Evo, to je prva karta, ki naju zanima. Pa bom najprej odprla karte, pa jih bom pol tolmačila. Aj prav. Potem, dragi angeli, zanima me druga karta, kaj se bo dogajalo, torej za vse tiste, ki gledajo to vsebino, seveda, olejo, se je že postavila. Pa nisem dokončala vprašanja, tako se je postavila. Ok, v redu. Tale je zelo zanimiva. In potem ta tretja, torej kaj se bo pa dogajalo s človeštvom, a ne? Tako da, evo, s človeštvom in to je to. Imamo 3 karte, začnemo torej z osebnim svetom, nadangel Aurora. Dovolj si številka 17, nadangel Aurora. Dovolj si uživati v dnevu pred seboj. Tvoja sreča je nujna cvetlica na travniku obilja. Posveti se ji, jaz pa ti prinašam skrito sporočilo poletja. Poletni meseci te bodo obdarili z novimi krili vsega dobrega. Glede na to, kaj smo vprašali, torej do poletja velja to sporočilo. Tvoje navodilo je, torej sreča je omenjena.
Tvoja sreča je nujna cvetlica na travniku obilja, posveti se ji. To pomeni, da ti rabiš za sebe, zato da ti bo duša res verjela, da se imaš rada, moraš delati stvari, ki te osrečujejo. Imaš stvari, ki so obveznosti, pa se jih človeku ni težko narediti, ne me narobe razumeti, ampak mogoče, ne vem, recimo, če sebe gledam, če bi mi nekdo rekel, da moram nekaj zlikati, ok, se bi zlikala, pač, ne vem, srajco, kakorkoli že, ne morem pa glih reči, da bi ob tem čutila izpopolnjenost pa srečo. Nekateri to čutijo, to jih ful sprošča, to jih ful osrečuje, svaka vam čas, high five za vse une, ki to delate. Meni absolutno to ni, veš kaj mislim, tako zame pol ni glih navodilo naj grem likat, ker pač nekako nimam vera sreče o tem. A razumeš? Torej, kaj je tisto, kar te osrečuje? Za nekoga so to hobi, za nekoga je to, ne vem, branje knjig, za nekoga je to, kaj je tisto, kar ko izvajaš, recimo, ko delaš, te res osrečuje. Recimo, jaz sem ful srečna, če se igram s svojim papagajem, takrat se imava ful dober, recimo kaj tazga, ali pa če me Mihael pele na kakšen musical, ali pa kaj tazga, takrat sem res srečna. No in če bi bila to moja karta, je torej navodilo, da moram veliko tega delati. Kaj te osrečuje? Pa prav, ne tisto, kaj ti je fajn, ker ti je luštno, ampak prav osrečuje. Tako, privošči si to je za tebe zelo pomembno in da seveda eni imajo to recimo z duhovni tečaj, ful radi hodi na duhovni tečaj, ko osrečujejo, to je recimo tudi ful dobro, ne? Ampak ne iskati izgovora, da za to ni časa, to ti ne bi bilo preveč, ok, popolni luni, ker potem bi ti čutila, kot da ni nič za tebe, kot da je tako ta planet, razumeš, kar neka taka apatija, tako se neki izžeto, ne moreš tega privoščati. Sploh ne po polni luni, res moraš delati te stvari. Poslušaj teto, Kristi, hoče ona tebi dobro. Okay? Druga karta, če se spomniš, tale, ki je kar malo koček na stran ven skočila, je torej karta sodelovanje s tvojim osebnim zunanjim svetom, nadangel Muriel, še ena ženska nadangel Muriel številka 6. Čas je za meditacijo, da si prežgeš svečke, ko pade noč, se vse umiri, tvoja duša zažari. Zate imam pomembno sporočilo, srečava se v meditaciji. Ok, glede na to, da smo vprašali za zunanji svet, dragi moji, zdaj pazite, da ne boste šli v ekstreme, to sicer ne pomeni, da izolirate se pred celim svetom, izklopite telefon, in nišče naj za vas ne obstaja, ne pravim tega, ampak ta karta načeloma predstavlja umik od zunanjega sveta. Oni, ki imate karte doma, jo poznate in veste to sporočilo, ta karta je umik od zunanjega sveta. To pomeni, da rabite več biti doma, več biti, to se navezuje na prvo karto, v tišini, v tem, da ste v domačem okolju, kakor pa okolica tako naprej. Zato zdaj ne morate reči, veš, šefu, veš kaj, ne bo zdaj mene v službo, zato ker je Kristi zadnjič delala reading, pa rekla sem, moram umakniti do zunanjega sveta. Pač vem, da vedno to glih ne gre, ampak ko pa ste recimo doma, pa tako naprej, je trenutno manj časa za to druženje in tako naprej, bolj biti sam s sabo. Zelo je pomembno. Verjetno se morate unika poslušati res zelo napolniti nazaj osebno energijo. Lej, jaz rečem, knjigo pritožb upravljajo angeli, ne? In ta tretja karta, veste, kaj je zanimivo? Nekaj povem, to so take stvari, ki se zgodijo. Lejte, jaz grem tudi za numerologijo. Prva karta je bila 16, pazi to. 16, imaš 6 noter, pa je bila ta druga 6, torej nadangel Muriel je bila 6 in potem sem odprla zdaj še Metatrona, kam bo šlo človeštvo, je pa 15. 5 plus 1 je pa spet 6, ne? A ni to tako, da res noro. Ta tretja karta smo pa vprašali, kaj se bo dogajalo s človeštvom. Pazi, najprej bom prebrala karto, potem pa povedala, nadangel Metatron, če se je pokazal, klej pa ni prišla več nežna energija, kot prve, da je nadangel Metatron je ful odločen nadangel. Kar sprašuješ, ima več možnih izidov in več možnih poti, ki vodijo do tja, kamor želiš. Kompas, ki vodi do prave odločitve, se skriva v tvojem srcu. Prisluhni intuitivnim občutkom, če tudi svet okoli tebe drži drugače. Angeli nagrajujemo pogumne.
ta karta nam iskreno povedano noče čisto povedati, kaj se bo dogajalo s človeštvom, zaradi tega, ker se ne ve, energijsko se ne ve. To pomeni, da bojo trenutno na kolektivni ravni ljudje padali v stanje odločitve glede leta 2024. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bojo lahko odločali ali za primer, ne aktualne tematike, ali še bolj zaostrovati recimo vojne, ali pa se kar umakniti iz njih. Vse bo stvar odločitve. In trenutno se ne ve, kam se bo človeštvo nagnilo. Ne ve se, kam se bo nagnilo. Nadangel Metatron je tisti, ki res centrira glavo, pa misli, a ne? In če bojo ljudje bolj šli v svoje srce, potem bo definitivno za človeštvo boljše. Če bo pa vse samo vpliv, moč, kaj hočemo zase, koliko denarja hočemo kle potegniti in tako dalje, potem pa glih ne bo najboljše na kolektivni ravni. Ampak, kakorkoli na globalni ravni, ta računica za leto 2024 je še zelo odprta. Začel se malo tako na takih nestabilnih teh, ampak upanje obstaja, a ne? Ampak pazi to. Če tudi svet okoli tebe trdi drugače, angeli nagrajujemo pogumne. Karkoli se bo v bistvu bo energija bo na voljo, torej pozitivna energija bo na voljo vsem. Eni bojo rekli ne, eni bojo rekli ja. In oni, ki bojo rekli ne, nočemo pozitivne energije, bojo potem hoteli druge potegniti v to. Tle pa prideš ti v zgodbo. Kdorkoli ti srečeš, reče, to bo vse slabo, pa a si videla, kakšne so napovedi, pa to tako, pa to se dogaja, je tvoja naloga, da za svojim zakonom svobodne volje in svojo odločitvijo rečeš ne. Jaz pa ne. Jaz pa ne tega verjamem, jaz pa ne vidim sveta tako kot ti, jaz pa ne grem po tej poti. Meni pa ni to tako. Ogromno rabiš razmišljati svojo glavo. Med svoje energije pa ne dovoli, da te kdorkoli dol potegne strahovi, projekcijami, kaj bo, ko bo, če bo, ko bo, ne vem kaj. Tako naprej, to je zelo pomembno. Ti si moraš narediti svoj svet, ker nadangel Metatron je tudi nadangel prostora in časa. Torej ti si moraš narediti svoj prostor in čas znotraj globalnega prostora in časa. To je zelo pomembno. Angeli nagrajujemo pogumne. Ti se odloči, kako bo in furi svojo zgodbo, in če se drugi ljudje odločajo za sebe drugače, je to njihova odločitev. To ne pomeni, da tudi če cel svet razumeš, ne vem, če 80% sveta reče, da zdaj pa hoče biti nekaj negativnih, ostalih 20% ima znotraj tega še vedno pravico uživati svojo pravljico življenja. Evo, čisto iskreno, a ne? Absolutno smo se to zdaj pogledali, tako da tukaj, to so res navodila, ki bi jaz na tvojem mestu upoštevala. Torej, polna luna bo zelo posebna, bo zelo, zelo mistična. Tale karta je drugače, zelo vse povedala. Srečava se v meditaciji in če smo že pri tem, naj ti povem, da imamo prav na polno luno 25. meditacijo na spletu, katere nismo še izvedli. Nismo je še izvedli in sicer bomo tukaj sem sicer bolj rabila res čarodejske energije, tako sem se odločila za Merlina, bomo prav oblikovali varuha leta 2024. Kaj to pomeni prav oblikovali? To pomeni, da se ga bo za nas prav skreirali, dali mu bomo ime, dali mu bomo energijo in bomo naredili prav varuha leta 2024, ki bo do konca leta 2024 aktiven, ker to je za to leto ful pomembno. Nismo še tega dela v meditaciji, zelo si želim, da bi to z neko tako svetlobno družino naredila. In če se želiš nečesa tazga, to je res pomembna energijska stvar, potem te vabim, da se pridružiš seveda naši meditaciji, ki bo 25. Ne pozabi pa tudi to, da prihajajo zelo pomembni zdravilni tečaji, Reiki masterclass, šola za kristaloterapeuta bo pri Mihaelu, Oceanija, prihaja čist nov tečaj Oceanija, ker sem jaz rekla za ta tečaj, lahko sploh to učimo, toliko abstraktno je in toliko zdravilno. Skratka, zelo, zelo, zelo lepi tečaji, tako da zraven dobiš še prav posebno darilo, čist brezplačno, program Matrica uspeha v vrednosti 444 €. Tako da, glej si malo te stvari na spletu, po polni luni bo tole zelo, zelo pomembno. In seveda ti želim eno čudovito tako polno luno in so obdobje, ki prihaja potem. Lepo se imej do naslednjič in čao!